see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They'll learn much more than I never knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Una leyenda que nuestra gitana olvidó la luna hasta el amanecer. Llorando venía al llegar el día, desposaron caer. Tendrás a tu hombre piel morena, que este día habló la luna llena, pero cambio quiero el hijo primero que entres ayer, y que en su remola para nuestra zona por le iba a querer. Tú quieres ser madre y no encuentras querer que te acamule de la luna de plata que pretendes hacer con un trino de piel. De la luna. Ti fa trattenere al niño, blanco como el lomo de un armiño, con los ojos grises, en el que titula niño vino la luna. Maldita sostampa, festejos de mayo, y yo no me lo callo.
chisqueia, luna llena, cero porque niño esté de buenas. Y si niño llora, vengo a la luna para tenerle una cuna. Y si el niño llora, vengo a la luna para tenerle una cuna.
pomlad, še bujno svetove zelenja sveta, na novo močni sveta. In prav tak na svetu, sonca in pomladi, boste danes pospoško našim firmacem, tukaj v cerkvi Svetega Jurija, v slovenskih konicah podelili za kamen svete verne. Pridi sveti tu in napolni srca verna se z veseljem. Daj mi spoznati globok smisel krnjega jubileja. Notranji pripravi, da ga bodo obhajali v živi veri, v upanju in nevara in v ljubezni, ki ne prežakuje povračila. Z našimi firmanci se veselijo vodni, starši in vsi ostali, ki so danes tukaj zdravi. Kaj ti zvonovi so za tebi, srca na vseh so zvalovila, posebno še starša, ki so ponesla spomine nazaj, ko smo te naše otroke pred 14 leti s ljubeznijo sprejeli in skupaj z dobri prinesli v cerkev, ter jih zaznamovali v krščanstvu. Gospod Škof, danes jim boste podelili sakrament svete verne, ki bo izpolnila krstno milost, podelili svetega duha, da je Bogljublje zakoreninil Božje sinovstvo in tesneje včlenil Kristusa, naredil njihovo vest cerkvijo trdnejšo in bolje pridružil njenemu poslanstvu, ter je pomagal pričevati za krščansko vero s besedo, ki jo spremljajo dejanja. Starševska ljubezen do otrok je velika, še posebej, če je grajena v medsebojnem razumljenju, spoštovanju, ljubezni do soljudi in nenehnem podarjevanju ljubezni. Ti si na srečanje z vami ob skušnji so shranjena globoko v srce, neizbrisna in neponovljiva, srečni smo, da nam je bilo dano doživeti to vzdušje. Iskrena hvala vam, ker ste prišli danes med nas, da boste našim otrokom podelili svetega duha, jih spodbudili k molitvi in jim tako približali Jezusova ljubezen. Naj vaša molitev spremlja še naprej, da bodo nekoč vzorni kristijani, ki se bodo skozi različne skupine povezovali širšo parno občestvo. Svetloba današnjega dne pa naj ostane še dolgo živo v spominu. Gospod Škof, vas pa naj Bog še veliko leto hrani v zdravju, da boste še naprej služili Božjemu kraljestvu. Zahvalo
da smo danes tukaj pripravljeni in odprti Svetemu Duhu, da bomo danes naprej živeli krščanstvo bolj odgovorno in resno, da bi stali resnični oznajevalci starega Kristusa, smo dolžni vam, dragi starši, prijatelji, veroučitelji. Zlasti pa se danes veselimo srečanja z vami, gospod Škof, ki prihajate med nas, da nas potrdite v Svetem Duhu. Želimo vam prijetno bivanje v naši župniji pod vodstvom svetega Jureta. Pozdravljam vas, cela naša župnija. Pozdravljam vas naša ljubezen. Pozdravljam vas naša vera. Hkrati pa vas prosimo za te naše vernce in naše župnije, da potrdite, da bo to ljubezen, da bo to zvestoba, da bo to Božji mir, da bo to cenjeno življenje, da bodo znali živeti. Vse to in še veliko bi rad naštel, kar je tako potrebno za življenje te naše župnije. Pa naj bo torej ta naša današnja firma, prihod Svetega Duha, nove ljubezni, novega upanja, nove vere, nove moči in vztrajnosti v življenju, da bo to resnično zagotovljeno v naše delo in nekako vas prisrčno pozdravljam. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha z vami vsemi. So bratje duhovniki, dragi firmanci, otri, starši, bratje in sestre. Vašim pozdravom, ki ste jih izrekli po zastopnici župnijskega občestva, po firmanci in nazadnje po svojem vremenu družnem gostiju gospoda Alfija, pridružujem iskrene, prisrčne za vašo župnijo in pošne pozdrave. Danes po ta župnija doživlja svoj veliki dan in sprejema med sebe novo mlado generacijo polnoletnih in odraslih kristjanov. To je vaša župnijska pomlad, to je vaša župnijska mladost in novost. Še več, ti vaši germanci so vaša župnijska prihodnost. Smo v času, ko so naša žitna polja že odeta v klasje in v tem času je pred nami živo družinsko klasje, ki z zakreventom svete verne sprejema krščansko zrelost. Upravičenost ste te dneve in ta čas prepevali pridi Sveti Duh. Danes je ta župnijska cerkev v resnici vinkošna dvorana in vsi smo v pričakovanju prihoda Svetega Duha k našim vermancem, v njihove družine in v vso župnijo. Preden pa doživimo ta skrivnostni prihod Svetega Duha, pa se za trenutek doživimo svoje srce, priznajmo svoje slabosti, očistimo ga s vesanjem in nas težaj odprimo za Svetega Duha in njegove zavedanje. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite zame Boga, nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe
Oče, dobrotno napolnjeni Svetega Duha, da bomo združeni v minutoveni ljubezni, ki meni na plodi Kristusu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha, živi in kraljuje vekomaj. Besedilo iz knjige proroka Izaija. Duh vsemogočnega Gospoda je nad menoj, ker me je Gospod pomatilil. Poslal me je, da oznanim zapovesti ponižnim, da ozdravim njih, ki so boditi v srcu, da oznanim jednikom prostost in zvedanim rešenje, da okrižem leto Gospodove milosti, dan maščevanja našega Boga, da bo tolažim vse žalujoče, da dam na Sionu žalujočim kot dar venec namesto pepela, olje veselja namesto žalnega ogrinjala, hvalospev namesto obupa. Vi pa se boste imenovali Gospodovi duhovniki, služabniki našega Boga pa se bodo zvali. Zvesto jim dam njih plačilo in sklenem z njimi večno zavezo. Njih zarov poznam med narodi in njih potomci med ljudstvi. Vsi, ki jih vidijo, pripoznajo, da so zarod, ki ga je Gospod blagoslovil. To je Božja beseda. Živimo po Božjem duhu, ki je v nas. Berimo iz pisma apostola Pavla Galačana. Bratje in sestre, po duhu živite in ne strezite po želenju mesa. Zakaj meso poželi zoper duha, duh pa zoper meso? Ta dva sta si namreč med seboj nasprotna. Da ne delate tega, kar bi hoteli. Sad duha pa je ljubezen, veselje, mir, potrpežljivost, blagost, dobrotljivost, zvestoba, krotkost, vzdržnost. Tisti, ki so Kristusovi, so meso s strastmi in poželenjem vred križali. Ako živimo po duhu tudi ravnajmo. To je Božja beseda. Za
bili vi od sveta in svet svoje ljubi. Ker pa niste od sveta, ampak sem vas jaz od sveta odbral, zato vas svet sovraži. Spominjate se pa besede, ki sem vam jih rekel. Služabnik ni večji kot njegov gospod. Če so mene preganjeni, bodo preganjeni tudi vas. Če so moje besede spolnevali, bodo spolnevali tudi vašo. Toda vse to vam bodo storili zaradi mojega imena, ker ne poznaje njega, ki me je poslal. Ker kadar pride toražnik, ki ga bom jaz poslal od očeta, duh resnice, ki izhaja od očeta, bo on pričeval o meni, pa tudi vi boste pričevali, ker ste od začetka pri meni. Tvoj Kristusov evangelij. Dragi firmanci, potri, starši, brati in sestre, pravkar smo poslušali pomenljivi evangeljski odlomek. Evangelist nas je vse postavil pred dvorano zadnje večerje, kjer se je Kristus na veliki četrtek proslavljal od svojih učencev. In odlomek njegovega proslovilnega govora smo slišali. In v tem govoru jih je spomnil, da jim bo poslal svetega duha. Takole smo prebrali in slišali, kadar pride toražnik, sveti duh, ki vam ga bom jaz poslal od očeta, duh resnice, ki izhaja iz očeta, bo on pričeval o meni, pa tudi vi boste pričevali. Dragi firmanci, ob teh Jezusovih besedah posvečam prve misli danes vam. Danes je tisti veliki dan, ko bo Jezus izpolnil svojo obljubo tudi za vas. Proslavljamo svetega duha, da bi svete Biblije na tvej bili tudi vi, mlade, verodostojne, prepričljive in zavestne priče. O vsem tistem, kar so vas starši vzgajali in o vsem tistem, kar ste se preverno učili. Sedaj še v vaši šolski dobi, pozneje pa v vašem odraslem krščanskem življenju. 3 pomenljiva dejanja bodo danes za vas. Prvo, ko boste skupaj z nami odraslimi verniki in svojimi botri obnovili krstne obljube. Slišali boste ista vprašanja, ki je duhovnik postavil pri vašem krstu, vašim staršem in krstnim botrom. Takrat vi niste mogli odgovoriti, še zavedali se niste. Takrat so namesto vas vse storili vaši starši in botri. V moči svoje vere so že takrat izpovedali vašo vero. V moči svoje zvestobe so že takrat izpovedali in obljubili tudi vašo zvestobo. In v tisti veri ste bili krščeni, vzgojeni, pozneje poučeni pri prvem opojilu in sedaj še posebej v sveti veri. Tisti veri ste rasli, zoreli in danes ste pred nami kot odrasli kristjani. Zato ste, dragi firmanci, danes na vrsti vi. Da pričo svojih firmanskih botrov in skupaj z njimi, pričo nas vseh in skupaj z nami izpovete vero v Boga, ki je naš Oče, v Kristusa, ki je naš odrešenik, v svetega Duha, ki vas danes posvečuje, v svetu katoliško cerkev, ki je naša skupna mati. In Kristus bo to izpoved vaše vere slišal in jo tudi zapečatil in zaznamoval. S tem izpovedjo vere boste nam vsem povedali, da tista vera, katere ste bili krščeni, in tista vera vaših staršev, katere ste bili vzgojeni, je postala vaša osebna vera. Od danes naprej, dragi verjanci, ste tudi vi odgovorni za svojo vero. Danes se ne bodo namesto vas odločali starši ali pa botri, marveč vi sami se boste premišljeno, zavestno in prostovoljno
odločili za Kristusa, za Boga, za Cerkev, za vse, kar je svetega in Božjega. Kaj vam narečem za tem vašem velikem trenutku? Ponovil bom tiste besede, ki jih je Blaženiškov sploh še tolikokrat ponovil na birmovanju Germancem. Tako je dejal, kdo premoženje izgubi, veliko izgubi. Kdo poštenje izgubi, še več izgubi. Kdo pa vero izgubi, ta pa vse izgubi, ker je ugasne luč sveti temeljne luči. Vsi vam želimo, dragi vernici, da ta luč svete vere, ki se danes prižigate ob likošnjem ognju, ob plamenu svetega duha v vašem življenju ne bi nikoli ugasnila, ampak vaša življenjsko pot tako razsvetljevala, da je bila tako jasna, tako svetla in vidljiva, kako je pot v sveti vir. Blagodejanje, dobroveljivo za vas bo, ko bo škop delovalec nad vsemi vami nas prostrl roke in s posebno molitvijo preklical svetega duha. Nad vas razprostrte roke pomenijo, da vas danes sprejema to župnijsko občestvo kot novo generacijo, kot novi rod mladih kristijanov. Vaš dogodek postaja dogodek župnije. Zato je danes zbrano toliko odraslih ljudi in vernikov od vas. Od danes naprej ste z vami enega srca in enega duha. Ne samo danes, na dan svete vere, marveč vsako nedeljo, vsak praznik, ko se boste zbirali tukaj za odraslimi verniki v tem svetišču. Da bi bili enega duha in enega srca in da tega župnijskega občestva ne bi nikoli zapuščali. In tretje, najpomembnejše dejanje pa bo, ko boste čez nekaj trenutkov skupaj s svojimi botri pred škofom birmovalcem in boste na glavi začutili birmovalčevo roko, slišali boste svoje ime in tiste besede, prejme podaritev dar svetega duha in takrat vas na čelu najbolj odličnem mestu človekovega telesa zaznamovani srečen. Dragi Germanci, če vi položite svojo roko na kako stvar, hočete s tem povedati, da je tista stvar vaša. Danes polaga svojo roko Kristus pogledovalcu na vas in to pomeni, da ste od danes naprej še tvoj njegovi, vi njegovi in on vaš. In zopet, kdo vas kliče po imenu? Tisti, ki vas pozna, starši, brati in sestre, botri. Danes vas Kristus kliče po imenu, božno pogledovalcev, ker vas pozna. Že prekrsta vas je spoznal, vi njega in on vas. Saj ste takrat postali Božji otroci, člani cerkve, Kristusovi brati in sestre. In takrat ste poleg svojega imena dobili tudi Kristusovo ime, postali ste kristijani. In pozneje po krstu, ko ste vas starši v naročje nosili v to cerkev, ste tudi vi vedno bolj in bolj spoznavali cerkev Kristusa. In danes vas tako poznam, da nobeden izmed vas ne more oditi v stran od njega, ne da bi on ne bi to opazil. Želim vam, dragi Germanci, da se tega poznanstva, tega prijateljstva s Kristusom življenju ne bi nikoli sramovali, ali ga zatajili, ali kakorkoli odložili, pa če tudi bi zaradi tega morali kaj trpeti in biti zasramovani in preganjani, ravno takrat bi bili najbolj prepričljive Jezusove priče. Upravičeno ste prepevali in prejeli sveti duh, naj pride z vsemi tistimi darovi, naj vas obogati in posveti in usposobi za novo življenje, ki ga danes začenjate. Drugo misel posvečam vam, spoštovani Bog. Če se med tednom pri srečanju nagovoril starše, želim to storiti sedaj za vas, ki ste tukaj po strani teh mladih kristijanov. Danes
je v resnici vsaka človeška beseda odveč. Danes govorijo srca in oči teh vaših vernoncev. Danes govori bingošno vzdušje v tej župniški cerkvi. Danes govori dogodek sam. Vendar tej Božji govorici želim pridružiti še človeško misel ali besedo. Skupaj s svojimi vernonci, ki so vam jih zaupali starši, ste naredili pot od doma v to župniško cerkev. Ta pot v resnici pomeni novo pot, na katero ti mladi kristjani stopajo. To je pot še tesnejše povezanosti s Bogom, s Kristusom in v to župnijo. Pridružujem se vaši želji in prošnji, da ti mladi kristjani te poti ne bi nikoli zgrešili ali krenili z nje, saj je to pot v njihovo življenjsko srečo. Torej ta pot pomeni še drugo življenjsko pot, ki se ti mladi kristjani prav v teh letih izbirajo, ko se odločijo za eden ali drugi poklic in se odpirajo vrata v svojo prihodnost. Morda tista življenjska pot ne bo vedno tako plastična, tako sončna, tako razsvetljena in okrašena, kakor je pot v svetih vjernih. Zato bodo ti mladi kristjani, če tudi danes prestopajo tisti mejnik od brezskrbne mladosti v novo življenjsko dobo, o kateri veste vi, da je velikokrat usodna in nevarna za mladega človeka. Zato bodo ti mladi kristjani potrebovali ob sebi vas kot življenjsko oporo. Ti mladi kristjani so podobni mlademu drevesu, ki ga umni gospodar trdno priveže na oporo, da stegno raste križku, da ga nikoli ne opotnejo in ne zlomijo. In čez nekaj trenutkov, dragi botri, boste skupaj z njimi pred primovalcem in boste položili svojo desno roko na njihovo desno ramo. V istem trenutku bo izvršena in uresničena skrivnostna naveza med vašimi vernonci in vami. In kakor se vi spominjate svoje verne in svojih botov, tako se bodo tudi vernonci spominjali današnjega dne in vas. Naj čutijo to vašo roko na sebi, ne samo v trenutku svete verne. Naj čutijo vsak svoje mladostna leta. Naj bodo roka varoha njihovega življenja, njihove vere. Naj bodo roka spremljevalca v njihovih mladostnih viharjih. Naj bodo roka človeka, ki jih razume in ki je vedno pripravljen pomagati. In ko boste skupaj z njimi pred školom primovalcem, boste tudi vi slišali besede, prej in potrditev dar svetega duha. Danes bo te besede izgovoril primovalec. Obvirni, dragi botri, izgovarjate te besede vi svojim varovancem. Morda bodo še kdaj prideli k vam in potrkali na vrata vašega srca, bolj kot vašega doma. Morda bodo še k vam z velikimi težkimi vprašanji, razočarani, v velikih preizkušnjah, morda celo obupani. Takrat ne slišijo od vas te besede. Prej mi potrditev za svojo vero iz moje. Prej mi potrditev za svojo zvestobo iz moje. Prej mi potrditev za svoje krščansko življenje iz mojega krščanskega življenja. Blago vam, če boste lahko takrat ponovili te besede, to bo znamenje, da ste razumeli, kaj pomeni biti vernonski botar ali botar. To bo tudi dokaz, da ste izločili prava, binkošna darila, tisti pravi vernonski dar, to je zgled krščanskega življenja. In za to darilo vas, dragi botri, prosim, podelite jim. Še več, to darilo jim delite, potem bodo v vašem pristnem krščanskem življenju sami postali in ostali pristni in pokončni kristjani. Amen.
bolj podobni Kristusu in na popolnejši način putje cerkve. Bili ste že pri Svetem krstu, sedaj pa boste na čelu zaznamovani z njegovim križem, da bi pred svetom pričevali o njegovem življenju, trpljenju, smrti in stajenju tako, da bo vaše življenje živo poznanjevanje njegovega evangelija. Preden pa sedaj prejmete Svetega Duha, si jo spomin pokličite vero, ki so jo pri vašem krstu, v vašem imenu izpovedali vaši starši in krstni botri. Zato vas vprašam, dragi birmanci, botri, bratje in sestre, ali se odpoveste hudemu duhu, njegovim delom in njegovemu zapeljevanju? Se odpovemo. Ali verujete Boga, Očeta vsemogočnega stvarnika nebes in zemlje? Verujete v Jezusa Kristusa, njegovega edinega Sina, našega Gospoda, ki je bil rojen iz Device Marije, umrl in bil grob položen, vstal od mrtvih in je sedaj v Božji slavi? Verujete v Svetega Duha, Gospoda, ki oživlja in ki ga boste sedaj, kakor apostoli na bitkošni dan, na posebej način sprejeli? Verujete v Sveto katoliško cerkev, občestvo svetnikov, odpuščanje grehov, naše vstajenje in večno življenje? To je naša vera. To je vera Svete cerkve, to ponosno izpovedujemo o Kristusu, našem Gospodu. Prosimo vsemogočnega Boga Očeta, naj nad te birmance, ki so bili pri krstu prerojeni za večno življenje, dobrotno razvije svojega duha, ki naj jih potrdi z obiljem svojih darov in jih po svojem nazinjenju naredi še bolj podobne Božjemu Sinu, Jezusu Kristusu. Vsemogočni Bog, Oče našega Gospoda Jezusa Kristusa. Te birmance si pri krstu prerodil iz vode in Svetega Duha in jih rešil greha. Pošli jim sedaj Svetega Duha tolažnika, podeli jim duha modrosti in umnosti, duha sveta in moči, duha prednosti in pobožnosti, napolni z duhom Božjega strahu po Kristusu našem Gospodu. Nastja, prejmi
Svetega Duha, mir s teboj. Irenej, Naj prejmi potrditev, dar Svetega Duha, mir s teboj. Maša, Maša, prejmi potrditev, dar Svetega Duha, mir s teboj. Donatela, Donatela, prejmi potrditev, dar Svetega Duha, mir s teboj. Sara, Sara, prejmi potrditev, dar Svetega Duha, mir s teboj. Tina, Tina, prejmi potrditev, dar Svetega Duha, mir s teboj. Vesna, Vesna, prejmi potrditev, dar Svetega Duha, mir s teboj. Sara, Sara, prejmi potrditev, dar Svetega Duha, mir s teboj. Jasmina, Jasmina, prejmi potrditev, dar Svetega Duha, mir s teboj. Katarina, Katarina, prejmi potrditev, dar Svetega Duha, mir s teboj. Doroteja, Doroteja, prejmi potrditev, dar Svetega Duha, mir s teboj. Tadeja, Tadeja, prejmi potrditev, dar Svetega Duha, mir s teboj. Ines, Ines, prejmi potrditev, dar Svetega Duha, mir s teboj. Veronika, Mir s teboj. Lili, Prejmi potrditev, dar Svetega Duha, mir s teboj. Pamela, Elena, prejmi potrditev, dar Svetega Duha, mir s teboj. Alenka, Alenka, prejmi potrditev, dar Svetega Duha, mir s teboj. Katarina, Nataša, Nataša, prejmi potrditev, dar Svetega Duha, mir s teboj. Denis, Mateja, Renata,
Svetega Duha. Amen. Mir s teboj. Petra, Petra, prejmi potrditev dar Svetega Duha. Mir s teboj. Sebastian, Sebastian, prejmi potrditev dar Svetega Duha. Mir s teboj. Andrej, Prejmi potrditev dar Svetega Duha. Mir s teboj. Bojan, Bojan, prejmi potrditev dar Svetega Duha. Mir s teboj. Metka, Metka, prejmi potrditev dar Svetega Duha. Mir s teboj. Robi, Robi, prejmi potrditev dar Svetega Duha. Mir s teboj. Veronika, Veronika, prejmi potrditev dar Svetega Duha. Amen. Mir s teboj. Anja, Anja, prejmi potrditev dar Svetega Duha. Mir s teboj. Jaša, Jaša, prejmi potrditev dar Svetega Duha. Mir s teboj. Nina, Nina, prejmi potrditev dar Svetega Duha. Mir s teboj. Neja, Neja, prejmi potrditev dar Svetega Duha. Mir s teboj. Jaša, Jaša, prejmi potrditev dar Svetega Duha. Mir s teboj. Nadja, Nadja, prejmi potrditev dar Svetega Duha. Mir s teboj. Črtomir, Žrtomir, prejmi potrditev dar Svetega Duha. Mir s teboj. Nik, Nik, prejmi potrditev dar Svetega Duha. Mir s teboj. Sara, Sara, prejmi potrditev dar Svetega Duha. Mir s teboj. Matej, Naja, Mateusz,
Your name. Prejmi potrditev dar Svetega Duha, mir s teboj. Renato. Renato, prejmi potrditev dar Svetega Duha, mir s teboj. Doroteja. Doroteja, prejmi potrditev dar Svetega Duha, mir s teboj. Franci. Franci, prejmi potrditev dar Svetega Duha, mir s teboj. Luka. Luka, prejmi potrditev dar Svetega Duha, mir s teboj. Sašo. Sašo, prejmi potrditev dar Svetega Duha, mir s teboj. Aljaš. Aljaš, prejmi potrditev dar Svetega Duha, mir s teboj. Matic. Matic, prejmi potrditev dar Svetega Duha, mir s teboj. Nina. Nina, prejmi potrditev dar Svetega Duha, mir s teboj. Nec. Nec, prejmi potrditev dar Svetega Duha, mir s teboj. Matic. Matic, prejmi potrditev dar Svetega Duha, mir s teboj. Rok. Rok, prejmi potrditev dar Svetega Duha, mir s teboj. Irena. Irenca. Irenca, prejmi potrditev dar Svetega Duha, mir s teboj. Benjamin. Benjamin, prejmi potrditev dar Svetega Duha, mir s teboj. Tamara. Tamara, prejmi potrditev dar Svetega Duha, mir s teboj. Your name. Jernej, prejmi potrditev dar Svetega Duha, mir s teboj. Anja. Anja, prejmi potrditev dar Svetega Duha, mir s teboj. Nina. Nina, prejmi potrditev dar Svetega Duha, mir s teboj. Katja. Katja, prejmi potrditev dar Svetega Duha, mir s teboj. Tilen. Tile, prejmi potrditev dar Svetega Duha, mir s teboj. Nastja. Nastja, prejmi potrditev dar Svetega Duha, mir s teboj. Tilen. Tile, prejmi potrditev dar Svetega Duha, mir s teboj. Martin. Mir s teboj. Zala. Zara, prejmi potrditev dar Svetega Duha, mir s teboj. Doris. Doris, prejmi potrditev dar Svetega Duha, mir s teboj. Matej. Mir s teboj. Sanja. Andreja. Andreja, prejmi potrditev dar Svetega Duha, mir s teboj. Renata. Renata, prejmi potrditev dar Svetega Duha, mir s teboj. Nec. Nec, prejmi potrditev dar Svetega Duha, mir s teboj. Jaka. Jaka, prejmi potrditev dar Svetega Duha, mir s teboj. Gašper. Gašper, prejmi potrditev dar
Svetega Duha, bil za tvoj. Matej, prejmi potrditev, dar Svetega Duha, bil s teboj. Jure, prejmi potrditev, dar Svetega Duha, bil s teboj. Danilo, prejmi potrditev, dar Svetega Duha, bil s teboj. Prosimo te tudi za tiste, ki živijo med nami in z nami, ki še niso prestopili praga naše cerkve. Ti jim pokaži pot, morda te oni še posebej potrebujejo. Prosimo te, sliši nas. Dragi Bog, prosite za cerkvene pevce, ministrante, skavte, katehete, sodelavce Karitasa in vse druge župnijske sodelavce, naj gojijo resnično ljubezen do tvoje cerkve. Prosimo te, usliši nas. Gospod, prosimo te, pomagaj nam graditi pristna in iskrena prijateljstva. Prosimo te, usliši nas. Dobri Bog, prosimo te, pomagaj učiteljicam in učiteljem, da bodo otrokom našim bolje znanjem sledovali življenjske vrednote. Prosimo te, usliši nas. Gospod Bog, prosimo te za tiste, ki jih vadiš v duhovniški ali redovniški poklic, da bi imeli dovolj poguma za njihov dušeno dobro. Prosimo te, usliši nas. Gospod, prosim te, blagoslovi naše starše in vse starše v naši družini, da bodo živijo te in verjetno štrali s vami. Prosimo te, usliši nas. O Bog, svojim apostolom si dal Svetega Duha. Želel si, da ga oni in njihovi nasledniki delijo tudi drugim vernikom. Milostno sliši naše prošnje za virmance, otre, starše in tukaj zbrano župnijsko občestvo in bil naša srca, tiste darove,
kakšna je tvoja dobrota delila na začetku evangelskega oznamila o Kristusu našem Gospodu. Maria,
milojenim Sinom i ostvaritelj svoje firmace. Zaznavani su iz njegovim pričem zadomima zimelja. Naj se Hristos neprestavljaj darujemo in prejmejo obilnični dar Svetega Duha po Kristusu našem Gospodu.
prosimo, naj nas Sveti Duh po obemu Kristusovega telesa in njegovega krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve, razširjene po vsem svetu. Spomni o ljubezni, skupaj z našim papežem Janezom Pavlom, našim škofom Francem in vsemi, ki služijo dalje. Spomni se teh, ki si jih priravil pri krstu in danes kot pirance potrdil z darom Svetega Duha, dobrotno opravi v njih svojo milost. Spomni se drugih naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na ustaljenje. Pokojnih sorodnikov teh pirncev in vseh tih, ki so dobili tvoje milosti, da jim ne bodo povedali tvoje obličje. Prosimo te, Gospodice nas vsi, da bomo po večnem življenju skupaj s Božjo Materjo in Devico Marijo, z apostoli, našimi prstnimi zavetniki, svetim Jurijem, blaženim Antonom, blaženim Osnovškom in vsemi svetniki, ki so živeli v tvoji ljubezni in te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu, Jezusu Kristusu. O Christosos, Christosom in Christosu, Tebi vsemočnemu Bogu Očetu, v občinstvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Amen. Oče naš, danes je naša molitev namenjena našim vernicam, popolno mladosti na radosti in mline. Naj ti tvoja roka varuje in vodi vseh njihovih putih. Z željo, da bodo življenje vedno spravili pravi pot, skupaj z molimo Gospodu. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne odpelji nas v kušnjavo, temveč reši nas v grehih. Večina vsega hudega vsemogočni Oče, podaj nam mir v naših dneh, usmeri nam odvage, da se bomo varovali greha in bomo varni poslati delijo, ko polni našega upanja pričakujemo prihod našega obveščenika Jezusa Kristusa. Tvoje kraljestvo, tvoja oblast in slava vedno. Gospod Jezus Kristus, poslal si Svetega Duha, ki svetu prinaša nebesa in mir. Ne gre na naše grehe, ampak da verijo v svoje cerkve, utrdijo miru in vodi po poti milosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekom vaj. Gospod mir, bodi vedno z vami.
zoprstaviti skušnjam in izogniti življenjskih nevarnosti. Gospod, zahvaljujemo se ti za vse tiste, ki so nas pripravili na sveto dirko, za starše in botre, ki so nas podpirali ter spodbujali, za duhovnike, ki so nam poglobili vero in animatorje, ki so nas potrpežljivo prenašali. Gospod, hvala ti za prijatelje, s katerimi smo skupaj hodili po poti do Vilne in s katerimi želimo to pot tudi nadaljevati. Gospod, zahvaljujemo se ti za to prečudovito cvetoče mesto, ki ga obdaja za strto posejenih ribičin in za našo cerkev svetega Jurija, na katerih se zbiramo in ti predivamo hvala, dragi Bog. Gospod, zahvaljujemo se ti za vse darove, ki se nam jih podaril. Posebej se ti zahvaljujemo za dar modrosti, ki nam v življenju pomaga, da se odločimo pravilno in odgovorno, ter za dar moči, ki nam daje skrajnost, da v modrih odločitvah tudi vztrajamo. Vesela sem, da smo skupaj zmogli podpirati vse te otroke, ki so danes sprejeli sakrament Svete Vilme. Zahvala Bogu za blagoslov, za zdravje vseh nas, ki smo lahko danes tukaj in za srečo, ki jo lahko danes občutimo. Gospod, zahvaljujemo se ti predvsem, da so naši otroci zdravi in da so kljub svoji mladostni igrivosti in razposajenosti pripravljeni in se trudijo krščansko živeti. Hvala ti, dobri Bog, da si nam dal milost, da smo postali starši, da nam daješ moč, voljo in pogum, da prenašamo vero na svoje otroke. Dobri Bog, hvala ti za gospoda Antona, gospoda Kapljana in vse animatorje, ki so pomagali naše otroke pripraviti na sakrament Svete Vilme. Spoštovani gospod Arki, spoštovani gospod Kaplan, spoštovani gospod Rate, hvala vam za veliko delo, ki ste ga opravili, da ste vzgajali naše otroke, da ste jim pomagali, da so danes sprejeli Svetega Duha, utrdili vero in da bodo lahko v veri živeli naprej. Obenem se zahvaljujem tudi vsem mladim animatorjem, ki so žrtvovali del svojega dragocenega časa in za svojim zgledom in delom pomagali praviti Birmance na ta srečani trenutek. Molimo. Gospod Bog, obilno si obdavil svoje Birmance z darovi Svetega Duha in ta dar še pomnožil slavo svojega Sina. Naj bodo popolnoma počeni tvoje postavi, da bodo nenehno pred svetom pričevali v svobodi tvojega posinovljenja in svetim življenjem odpravljali oznanjevalno službo tvojega ljudstva. Po Kristusu našem Gospodu. Preden se ob današnji slovesnosti poslovimo s tistim Kristusovim naročilom pojedinke o miru, mi dovolite, da že izrečenim zahvalnim besedam pridružim še kratko zahvalo. Najprej vam, dragi Birmanci, ki so neko zadnje srečanje med tretom, kako ste pokazali svoje znanje in svojo pripravljenost za vaše današnje pozdravne in zahvalne besede. Vsi ste se oglasili in vsi ste nam povedali, da se dobro zavedate, kaj pomeni
bogatstvo in zase odgovorno krščansko življenje. Sedaj so vsini firmane, zaznamovane in posvečene, se tudi da bili uresničeno tisto, kar ste prebrali v prvem brailu o Izaiju, ki je rekel, Duh Gospod je nad menoj. Zato me je nasilil in poslal tako znano in blago vest. Danes je Duh Gospod nad vami, naj ne bo samo danes, naj ostaje nad vami vse življenje. Danes ste valjeni in posvečeni in danes ste tudi poslani v svet, da oznanjate s svojim življenjem. Zato sedaj naročam tisto, kar je naročil Jezus apostolom, ko jim je poslal Svetega Duha. Pojdite in učite vse narode, ki je rekel. Pridivani vernici sedaj pojdite življenje in katerikoli poklic boste izbrali, na katerokoli življenjsko pot podali, tam se ne vidi, da ste bili pritirni, da ste kristjani, ne samo po imenu, ampak po življenju. Zato pa se tudi sedaj prejeli poseben ljubožni ali vermanski blagosov. Ob tej priložnosti se izprejeli soglasno zahvalim gospodu arhidiakonu, gospodu kaplanu, gospodu duhovnemu pomočniku Tomčeku, dobro tudi animatorju in vsem tistim, ki so sodelovali pri pripravi današnjega praznika in tudi vam, bratje in sestre. Vsem in vsakemu posebej se bi želel zahvaliti, da skrbite, da je versko življenje v konjiški dekaniji vedno nekaj lepega, veselega, novega in sodobnega. Znana so mi tudi vaša dela, s katerimi razumevate čut odgovornosti do tiste velike verske, duhovne, pa tudi kulturne dediščine vaših prednikov, ko skrbite za to žrtvijsko cerkev, za žrtvijski dom ali podružnico Svete družine v Tepanju ali pa tudi kakšne druge žrtvijske sekrete objekte. Vse to vas treba, da ste sprejeli dediščino svojih prednikov z namenom, da jo neokrnjeno izrečite mladem narodu, naj si ponese v svojo prihodnost kot dragoceno svetinjo. Zahvaljujem se Tripljovskemu zboru za današnje lepo obratno petje, s katerim je to slovesnost še polepšal, obogatil in nam jo približal, da ni bila slovesnost samo tu v vrtaku, ampak v naših srcih. Naj vso konjiško župnijo spremlja obidje Božjega blagoslova, varstvo Božja Matere in tudi predlošnja blaženega škofa Sloviška. Gospod z vami in z tvojim duhom. Blagoslovi vas vsemogočni Bog Oče, prerodil vas je pri krstu iz vode in Svetega Duha, naj vas v svoje očetovske ljubezni varuje. Blagoslovi vas edinorojenji Božji Sin, obljubil je, da bo Duh resnice ostal v cerkvi, naj vas svoje moči obdarjuje v pravi veri. Blagoslovi vas Sveti Duh, prišlovi v srcih učencev oven ljubezni, naj vas združuje verno in varno priklenju veselje Božjega kraljestva. Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Pojdite v miru.